O lakomnosti navadno razmišljamo v povezavi z denarjem in materialnimi dobrinami. Iz otroštva mi je najbolj ostal v spominu lik strica Skopušnika, ki kopiči denar samo zato, da ga ima. Večji, ko postaja kup, bolj je vesel. Tako sem razumela, da je lakomnost huda težava, ki ljudi privede v greh. Stric Skopušnik je denar samo imel. Ni ga uporabljal zase, ni ga delil z drugimi in zato je postajal vedno bolj nepriljubljen in osamljen, kar se pogosto dogaja ljudem, ki jih muči nagnjenje k temu grehu. Lakomnost težko prepoznamo, saj se pokaže z mnogimi drugimi obrazi. Če si pridobiš bajne vsote denarja, posesti, zemlje, veliko podjetij, nisi lakomen, ampak finančno uspešen. Če narediš vse za slavo, nisi lakomen časti, ampak ti v življenju pač uspeva in tako naprej. Lahko iščemo izgovore za mnoga dejanja, ki jih ne znamo poimenovati z besedo napaka in greh, ampak iščemo olepševalne izgovore. Če pomislim pri sebi, imam željo ali odgovornost, da bi bila prisotna povsod, kamor me povabijo, da bi naredila vse, za kar sem naprošena. To bi lahko bilo kopičenje obveznosti, včasih tudi zaradi njih samih. In če takšne dejanja vodijo v občutek lakomnosti, po vsej prisotnosti, potem imam problem. Raje poglejmo, kaj je nasprotno od lakomnosti. In to je gotovo zmernost in uboštvo. Asiški ubožec sveti Frančišek nam je svetlo znamenje tudi v našem času, da Bog na čudežne načine lačne vedno napolni z dobrotami in bogate odpušča prazne, kot je zapela Marija v svoji hvalnici. Če ima postna akcija naslov Rešen sem, smo vabljeni, da se rešimo občutka, da moramo za vse vedno poskrbeti sami, da moramo kopičiti stvari, ki jih ne potrebujemo. Zelo radi v tem pretiravamo in zato se lahko ujamemo v past, ki vodi v greh lakomnosti. Želim vsem nam, da nam molitve in prizadevanja letošnjega posta utrdijo zaupanje v nebeškega Očeta, ki ve, kdaj in koliko potrebujemo. Ve tudi, koliko zmoremo sami in kdaj sta potrebna njegova pomoč in blagoslov.